Imamo uradno verzijo, to je globalno segrevanje, ki ga je povzročil človeški faktor. Kot odgovor temu imamo geoinženiring. Torej, kemične snovi, ki jih spuščajo v zrak, naj bi stabilizirale vremenske razmere, naj bi preprečile Soncu, da preveč segreva planet. Že te uradne verzije so polne kontradiktornosti. Torej, še vedno vzdržujemo in podpiramo vse panoge, ki močno ogrožajo in onesnažujejo planet, obenem nekako skrivamo panoge in tehnologije, ki so čiste za ta planet, in obenem kot neko zdravljenje spuščamo v zrak kemične snovi, ki še bolj ogrožajo ekosistem in zdravje ljudi. Kaj je z vsem tem narobe? Veste, kaj je narobe v osnovi? V prvi vrsti, da se človek postavlja nad naravo in nad Boga, če že hočete. In v bistvu mislimo, da mi zdaj lahko potrdimo sebi vse, ampak zavedati se moramo, da bo narava vedno zmagala, če ne bomo sodelovali z njo. Naravo je treba spoštovati, od nje vzeti tisto, kar rabimo in jo ob tem ohranjati. Kar se seveda zdaj ne dela. Mi bi zdaj radi klimatske spremembe umetno dosegli s spuščanjem, kot ste lepo omenili, strupov v zrak. S tem strupimo mi sami sebe, s tem strupimo zemljo, strupimo rastline, zato da bo sonce sijalo, ko mi želimo, da bo dež padal, ko mi želimo. Zdaj imamo krasen odgovor. Dež ne pada, ko mi želimo, ampak pada že celo leto, ko si ga ne želimo. Želeda si nismo želeli, ampak je narava rekla, tle ga imate, dovolj je. In tako jaz vidim ta odgovor narave, ki se ga mi vse premalo zavedamo. In govorimo o teorijah zarote in govorimo o nečim, to je stvar, to je realna stvar, to se dogaja. Mi jasno vemo, da preletajo letala. Seveda, to je nekako obrazloženo v dobrobit nas in tega, kar smo prej omenile, ampak je to en sam larifari. Pustimo soncu, da sije, pustimo dežu, da pada in snegu in vsem in mi prilagodimo s tehnologijami, ki ste tudi zelo dobro povedali, ki jih imamo in se jih skriva. Zakaj? Zato, ker potem tisti pohlepni kapitalisti, ki zdaj služijo na račun fosilnih goriv, nafte in vsega tega, ne bodo imeli toliko od tega ali skoraj nič. In samo tu je ta problem. Se pravi, mi uničujemo naravo zaradi pohlepa, če povzamem, in to se mora nehati, ker posledice čutimo in jih bomo čutili vedno bolj. Da ne govorimo o naših otrocih in vnukih, kot sem omenila. Zatorej, za Božjo voljo cenimo in spoštujmo naravo in ne postavljajmo se nad njo. Svet se pregreva, katastrofalne posledice so tukaj zdaj. Poplave smo imeli, spomlad smo imeli žled, večkrat so suše. Skratka, vse to so posledice vedno večjih koncentracij toplogrednih plinov v ozračju. Ozračje vedno več vode, energije sprejema in potem se ta energija sprošča v obliki ekstremnih padavinskih oziroma meteoroloških pojavov in zaradi tega trpimo tudi, čeprav nismo v obali, recimo, in kje drugje. Moj komentar je, da je to popoln nesmisel, s tem je treba takoj prenehati, s tem geoinženirigom, kot pravite, oziroma te chemtrails, ki jih videvamo. Torej, če so, to je treba takoj prenehati, mi moramo predvsem zmanjšati porabo energije na človeka, narediti večjo osnovno učinkovitost in predvsem fosilne vire nadomestiti z obnovljivimi, povečati naravne ponore CO2-ja in začeti CO2 z različnimi postopki, ki jih tudi že poznamo, odvzemati iz ozračja, to pomeni gojiti več rastlin, torej alg naprimer, skratka živih bitij, ki porabljajo CO2 s fotosintezo, ob tem sproščajo kisik in ustvarjajo gradiva, ki jih lahko potem porabimo kot obnovljiva v življenjskih procesih oziroma gospodarskih procesih, ki jih pač človeštvo potrebuje za svoj obstoj. Vse to je pogubno seveda za naš planet. Jaz verjamem, da je stvar celo še hujša.
Jaz verjamem, da celo iz tega vidika začnejo vreme spreminjati z raznimi oblikami inženiringa, z ionosfero in tako dalje, da bi poskušali pač tele vplive omiliti na tak način. To je spet seveda, kako ne reševati stvari, ki so v resnici kompleksne. Jaz bi itak stvar še razširil. Ne gre samo za to, da podnebje ločimo od ostalih stvari, ampak da gre za kompleksne spremembe, se pravi, ekonomija, družba, celota se mora spremeniti. Se pravi, to, da pa mi to rešujemo samo z še nekimi, lahko bi rekli, novimi poskusi, ne da bi karkoli zares spremenili, pa preprosto napelje nikamor. Se pravi, to je čisto napačna po mojem mnenju. Jaz lahko komentiram samo to, da mislim, da dejansko podnebne spremembe, vprašanje je, koliko smo zdaj dejansko ne samo že pozni, ampak tudi prepozni, da se preprečujejo. In stvar je v tem, da pač treba je, da so na voljo pač tehnologije, ki so čistejše in ki verjetno ne morejo pač priti v splošno uporabo zaradi nekih zelo določenih političnih lobijev in da je treba tukaj na svetu, v svetovnem okviru zdaj mobilizirati politično voljo za strožjo podnebno zakonodajo, za katero je povsem jasno, kakšna bi morala biti. Organizacija, kot je recimo Greenpeace, vam lahko o tem tudi marsikaj povejo in pač to je nekaj, kar moramo k čemur bi morali vsi pristopiti. Torej k temu, da zahtevamo čistejše tehnologije in da hkrati tudi vsak pri sebi pogledamo, kaj so tisti načini našega lastnega vedenja, s katerimi prispevamo k temu, da vse planet uničuje iz dneva v dan vedno bolj. Geoinženiring. Tu so probali Kitajci za čas olimpijskih iger, in so to naredili in so imeli v eni pokrajini zelo velike probleme. Totalna suša, zemlja je šla nerodovitna. To pomeni, da geoinženiring ni rešitev. To je velika napaka, ker narava mora le delati po nekih svojih zakonitostih. In mi se moramo prilagajati, ne ona nam. Lara Janković, igralka, predsednica gibanja Trst, ki je kot članica 4. civilno-družbene skupine tudi del koalicije Združena levica. Hvala, da ste tukaj in da vam je mar. Tisti, ki ste tukaj. O vrba, srečna, draga vas domača, kjer hiša mojega stoji očeta. So naše vasi, kjer stojijo hiše naših staršev in starih staršev, srečne v poplavah, ki jih doletijo vsako leto po domovini. Pa ne samo vasi, tudi mesta. So naše vasi srečne v ledenem oklepu žledu ali pa s prerešetanimi strehami od velikanske toče. In ne samo vasi, ne samo mesta. Uničena so polja s pridelki za ljudi. Na travnikih je uničena krma za domače živali. V gozdovih je žled uničil 2-letni prirast. So naše vasi srečne in ne samo vasi, tudi mesta in pokrajine, ko orkanski sunki vetra razkrivajo stavbe, ruvajo drevje, odpihnejo ves humus po celih dolinah. No, kdor misli, da je to delo narave ali božjega prsta, je zaslepljen. Vse te vremenske skrajnosti so del podnebnih sprememb, ki so jih povzročile človeške roke in pohlepni Pohlep, ki izkorišča naravne vire in ljudi, brezobzirno do okolja in rodov, ki prihajajo. Ni res, da ne moremo ničesar storiti, da bi preprečili svetovna podnebna dogajanja. Ta so sestavljena iz številnih malih dogajanj in ravno zato lahko v mali Sloveniji lahko veliko naredimo. Takoj tukaj in zdaj zmanjšajmo odvisnost od fosilnih goriv, premoga, nafte in zemeljskega plina. Samo korupcijski delež v T6, pol milijarde evrov, zadošča za energetsko prenovo polovice javnih stavb v Sloveniji. In kam so ga utaknili nacionalni in državni škodljivci? Nas zanima. Večino davčnih oaz v otoških državicah ogrožajo podnebne spremembe zelo neposredno,
nekatere bodo fizično izginile zaradi dvigovanja oceanov. Država in državljani moramo ukrepati bolj zagnano. Naši poslanci, torej poslanci Združene levice, bodo tako kot mi tukaj zdaj zahtevamo, skrbeli za stalen pritisk na vlado in ministrstva, da bodo bolj učinkovito ukrepali za blaženje in preprečevanje posledic podnebnih sprememb. Nevzdržno je, da nas vsako leto, tako kot sneg, presenetijo poplave ali suše. Več znanja, tehnike in drugih sredstev imamo, kot so jih imeli naši predniki v Prešernovih časih. Zato dajmo, izkoristimo to blaginjo nas, naše ene in edine zemlje. Mirno plavala bi moja barka, pred ognjem dom, pred točo mi pšenico bi bližnji sosed varoval svet Marka. Ja, svetega Marka nažalost ne bomo dočakali, sveti Marko smo mi sami. Sami moramo obvarovati svoje domove, svoje delo in pridelke. Sami moramo vplivati na vlado, da ukrepa, saj jo zato tudi drago plačujemo. Vlada mora z našim davkoplačevalskim denarjem in denarjem onesnaževalcev ozračja in okolja ukrepati tukaj in zdaj. Tukaj in zdaj. Za nas, naše ene in edine zemlje, za blaginjo in preživetje naših otrok in vnukov. Hvala lepa. Imamo že torej razvito tehnologijo, ki omogoča, da sprožamo suše, poplave, orkane, potrese, da totalno destabiliziramo poljedelsko, ekološko in ekonomsko raven neke pokrajine. Torej, če je človeštvo vedno izlorabljalo vse, kar nam je dano, torej naravne vire, kot tudi vse lastne izume, zakaj bi bilo tokrat drugače? Imamo že izdelano neko sofisticirano, skrivno obliko bojevanja in še vedno mnogi samo zamaknejo z roko, da to so teorije zarote. Mi, ljudje, mogoče še ne razumemo in moč zanikanja je tudi neka stvar, orožje pravzaprav. S tem lahko manipulirajo, ne? Absolutno, ja. In s tem tudi, ko verjetno oni v eter znašajo, da so to teorije zarote in da mi vsi pretiravamo, tisti, ki ne želijo, da resnica pride na dan. Vse, kar ste našteli, je točno res. In še enkrat ponavljam, ljudje se tega ne zavedamo, ne zavedajo. In ne bomo zmagali v tej bitki z naravo, v tej borbi z naravo, ker dolgotrajno to ne gre. Toliko smo že uničili, toliko še uničujemo, posledice so vidne. Nimam kaj dosti drugega dodati, pravzaprav. In to, da mi moramo to preprečiti in izsiliti in se vsak pri sebi zavedati, da bo to šlo samo naprej. Zdaj ljudje občutijo, evo, poplave. Da bom povedala tako, da bi nekje ljudje razumeli. Poplave. Nekateri so že drugič poplavile domove. Plazovi, ki jih povzročajo seveda te poplave in močno deževje. Toče. Vse to, zakaj se je naenkrat zdaj začelo to pojavljati v taki veliki meri? Do zdaj pa ne. Zato, ker mi še naprej onesnažujejo, še naprej vplivamo na naravo, še naprej delamo narobe in vedno bolj se nam bo to dogajalo. Meni je samo hudo, da ne bo prišlo do takih naravnih katastrof, ki bojo nepopravljive in takrat bojo ljudje rekli, joj, so pa imeli prav. Zato moramo začeti ukrepati ta trenutek zdaj, vsak pri sebi, zavedajoč se, da živimo pod istim soncem, na isti zemlji in z istim dežjem, če ne tako rečem. In to moramo čuvati, ker nam bojo to vzeli, potem bomo pa res sužili. Dejstvo je, da smo z našim dejanjem z industrijsko revolucijo sprožili se pravi segrevanje, temu rečejo globalno segrevanje, predvsem z izpusti petrokemičnih izdelkov oziroma nafte in pa izpuhov, hkrati z vsemi kemikalijami, kot so tudi plini za hladilnike in take zadeve v zrak. Globalno segrevanje je mit, ki so ga ustvarile korporacije
zato, da lahko spuščajo kemikalije v zrak. Tako kot si povedala, s temi kemikalijami oni želijo ozračje ohlajati, dokazi so pa ravno kontri. Dokazi so toliko daleč, da so pokazali, da vsi te barijevi, aluminijevi, stronciji in radioaktivni izotopi in vse te stvari v zraku preprečujejo ohlajanje zemlje, ker se je hkrati zemlja, kakor je sonce v bistvu segrevalo zemljo, je po drugi strani se ona ohlajala preko atmosfere in zaradi tega, kar oni počnejo, je prišlo res do globalnega segrevanja, ampak zaradi kemije v zraku in zaradi mešanja atmosfere in pa mešanja kemije v atmosfero. Oni ne želijo izboljšanja zadev, zato ker bi to njih usekali po žepu, se pravi po finančni plati, hkrati bi radi vso nafto, ki jo imajo 98% v lasti nahajališča, bi radi vso to nafto prodali in nam potem plasirali zeleno energijo. Mi se pa zavedamo tega, da danes ob teh tehnologiji bi lahko nehali uničevati zemljo z črpanjem nafte, s črpanjem plina, z podiranjem dreves in gozdov, ki so v bistvu pljuča zemlje, ampak bi lahko ta trenutek preklopili na zeleno energijo. Zelena energija obstaja, to so dejstva, ki jih nekateri zanikajo. Jaz ne bom zdaj predstavljal dokazov, zato ker se mi zdi to nonsens, ker to ni niti tema. Mi pa lahko verjamete, da to obstaja. Tudi v Sloveniji že se dela na temu. Industrija danes je zločin, oziroma lastniki te industrije danes so zločin proti človeštvu, ekocid, zločin proti naravi. Einstein je rekel, da ne moramo popravljati stvari z istim razmišljanjem, z istim orodjem, kot smo stvar pokvarili. Zato moramo zbrati čist drugo paradigmo življenja in čist druge smernice v življenju. Kar po mojem ne pomeni, da se moramo mi odpovedati vsej tehnologiji, ampak da moramo prilagoditi naše življenje trajnostnemu vidiku in da moramo čim prej preklopiti na zeleno, ekološko energijo in pa nehati onesnaževati narave. To pomeni, da moramo presežiti same sebe, presežiti ta trend, ki je zdaj v industriji in da moramo začeti se ukvarjati z novim razmišljanjem, z novim pristopom do stvari. To lahko naredimo pa samo tako, da vsak pri sebi razčisti zadeve, da enostavno se nehamo sebi nuditi neke luksuzne, sporne stvari, ampak da razmisli vsak pri sebi, koga bo podpiral, katero tehnologijo bo podpiral in s tem katere podjetja, katere multinacionalke oziroma katerega ne. Tako simpel to vidim jaz.